Lepo pozdravljeni. Delničarji Probanke so potrdili sklep o povečanju kapitala in sicer od 35 do 50 milijonov evrov kapitala. Lanska izguba je bila višja od načrtovanih 38 milijonov evrov. Da je za Probanko turbulentno leto in njih podobno glede na trenutno situacijo čaka še letos, so bile uvodne besede predsednika uprave, ki je banko prevzel oktobra lani, potem ko se je znašla na robu likvidnosti. Tudi zato leto 2012 ne ocenjujejo kot uspešno. Nenazadnje jo zaključujejo z 51 milijoni evrov izgube, ki je v večji meri posledica slabitev in rezervacij. Del teh slabitev se nanaša na oslabitve lastniških vrednostnih papirjev. To je pravzaprav glavnina tega od 60 milijonov in sicer več kot 27 milijonov je banka oslabila naložbe Savo, Pivovarno, Laško, Merkur. Izgubo beležijo tako že drugo leto zapored. V vsakem primeru je potem leto 2014, bi rekel, ključno, ki pomeni, da bo hiša po dolgem času spet generirala dobiček nekje na ravni med 4 in 5 milijoni. Banka nujno potrebuje sveži kapital, najmanj v višini 35 milijonov evrov. In zdaj upravo, potem ko so se z dokapitalizacijo strinjali delničarji, čaka še težji del naloge – najti strateškega partnerja. V takih investicijah gre za prodajanje zgodbe, ampak ne pravljice, prodajanje zelo realne zgodbe, ki pač nekoga potem pritegne v to, da vidi neko svoje bodoče mesto in ker gre samo za ljudi, tudi seveda ustrezen donos. Z vplačilom 35 milijonov investitor pridobi 63% Probanke, v primeru 50 milijonov pa kar 73%. Po besedah uprave zanimanje sicer je, vendar ne v evroobmočju. Sicer pa naj bi postopke zaključili do konca letošnjega junija. NLB, ki je lansko leto končala s kar 300 milijoni evrov izgube, je financirala tudi sumljive posle mariborske nadškofije. Z okoli 7 milijoni evrov je kreditirala nasedli projekt podjetja Forš, ki je del propadlega gospodarskega imperija nadškofije. Sedež podjetja Forš je prav tukaj na Betnavi, ki je bila še do nedavnega v lasti mariborske nadškofije. Čeprav so v nadškofiji ves čas zatrjevali, da s Foršem pravzaprav nimajo nič. Na drugi strani pa Andrej Mesarec, edini zastopnik Forša in pravzaprav tudi zaposlen na nadškofiji, zagotavlja, da prav tako z poslovanjem Forša nima nič, saj naj bi odločitve sprejemali drugi. Podrobnosti o novem spornem balkanskem poslu največje državne banke pa razkriva kar upraviteljica Forša, ki v poročilu o vodenju stečajnega postopka razgalja, da je NLB leta 2008 podjetju, ki je že takrat imelo izgubo, posedilo kar 7 milijonov evrov. S tem denarjem naj bi v Tuzli zgradili poslovno cono, vendar dlje od projektne dokumentacije niso nikoli prišli. Še več, zemljišče, gre za okoli 3 hektarje, naj bi bilo vredno le okoli 700 tisoč evrov. Kam je izpuhtel denar, zdaj v okviru preiskav NLB poizvedujejo tudi policisti, ki pri tem sodelujejo z varnostnimi organi Bosne in Hercegovine. Ker pa je preiskava še v teku, podrobnosti medijem in javnosti ne želijo razkriti. Nedosegljivi so bili tudi na nadškofiji, je pa že pred časom njihove finančne podvige komentiral Nunzi. Rapidamente, certamente ha fatto qualche trucco, ha fatto qualche diciamo cosa che è contro la legge, no? E così, e poi anche qui a Maribor c'è stata l'imprudenza. Forš je celo tako obubožen, da v stečajni masi nima denarja niti za vodenje sodnih postopkov, kaj šele za cenitev njihovih naložb v Tuzli in Kleti Bistrica. Prav te naložbe so tudi edino premoženje, iz katerega bi se lahko vsaj delno poplačala NLB, a zanje doslej ni pokazala zanimanja. Danes je še zadnji delovni dan v sicer precej okrnjenem delovnem tednu, ki so ga mnogi izkoristili za oddih in počitnice. Poglejmo pa najprej, kaj ljudem ob vse večjih socialnih stiskah in brezposelnosti sploh še pomeni minuli delavski praznik 1. maj. Jaz sem prej ta praznik zelo spoštovala, ker smo ga vsi, ker smo delali vsi lepo in vsi delo imeli in smo se ga zelo veselili. Zdaj pa žal mladi nimajo dela in je hudo za njih. Mi stari jih preživljamo s to boro, malo penzijo, tako bom povedala. Zdaj pa bom Bogu vse skupaj, ni denarja, ni nič. Pač tak, živimo, životarimo. Praznujemo ga še, mislim, pa ne tako več, kako bi moglo biti. Mladi ne vedo, kako bo jutri, tudi mi stari ne vemo, kako bo jutri.
Čeprav jaz pravim, da tako slabo ne bo nikoli, kot bi se bojijo. Ne bo nikoli. Jaz sem prepričan, da ne bo tako slabo. Glede, da so tedni naporni, bojo prazniki prav koristili za počitek, za druženje pa zabavo in bolj ali manj je to. Običaj postavljanja mlaja ima stoletno tradicijo, saj mlaj ni le simbol svobode, ki opozarja na pravice delavcev, ampak ponazarja tudi bujno majsko rast in zelenje narave. 27 metrov dolga olupljena smreka, okoli nje pa 32 močnih fantov. Slabo tono težak mlaj bodo že 10. leto postavili zgolj z rokami. Zato, ker že večina ljudi ni več vedela, kako se to postavlja ročno in kako so to postavljali včasih. Vmes smo postavljali mlaj vedno za avtodvigalom. Pa so spet zavrteli čas in priredili dogodek, ki privabi celo vas. To je pa zdaj že taka tradicija, tako leto že 10 let, tako da to je prava stvar. Fajn navada, fajn šega, super je, še lepo vreme imamo letos. Boš ti tudi pomagal, ko boš zrastel? Do zdaj kaj nesreč? Na srečo še ne. Za varnost skrbi dobra organizacija, usklajenost fantov in natančna navodila. Pripravljeni, horuk! Tako, horuk za horukom je bil mlaj v dobri uri postavljen. Nato pa je sledilo še presenečenje. Moški so ženskam pripravili mini mlaj in jim naložili, da ga postavijo. Fantje, a ste toliko dobri, da še pokažete puncam luknjo? Pa so jo hitro našle kar same ter se pogumno lotile naloge. A je težko delo? Ne, sploh ne. A ste gledali 10 let moške, ste se naučile kaj v tem času? Ne, mi znamo boljše. In res so ga postavile v pičlih 15 minutah. Dobrovo bosta tako ves mesec krasila kar 2 mlaja. Na praznično jutro je že nekaj po 6. uri v Senlici ob Dravi zadonela budnica ruških godbenikov. Ti so najprej krajane pozdravili kar iz avtobusa. Veselje mi je, da gledam, kaj godba pride, pa mažoretke tudi. Ja, tako fajn je. Vas kaj prebudijo zjutraj? Ne, to pa ne, ker mi malo prej vstanemo. To je pač običaj, ko je že mogoče že 100 let ali pa še več. Jaz mislim, da je to zelo lepo, tudi za ljudi. S mažoretno skupino so se nato peš odpravili še po ulicah. Za godbenika Benjamina Vergleza je to že 40. budnica. Nobene nisem izpustil do sedaj, razen ko sem moral biti, ko sem služil v domovini bivši. In moram reči, da je super, lepo, veliko mladine in lepo je delati z njimi. Še prav posebej veselo pa je, ko zaigrajo pred hišo profesorja Milka Homerja, ki je tudi avtor zaigrane budnice. Če bojo hoteli, bom še napisal kakšno skladbo, pa bom zopet vesel, če jo bom slišal. Prazniki in 3 dnevi dopusta letos omogočajo 9-dnevne prvomajske počitnice. Boste kam odšli za 1. maj? Ne, doma ostanemo. Dopust nismo dobili. 1. maj mislim, da dela. V bistvu na Primorsko, ker sem z Primorske. Ja, na nek kratek izlet, nič kaj daljšega. Slovenci imamo že tradicijo potovanj za 1. maj, zaradi gospodarske krize pa smo jih prilagodili. Več je cenejših in krajših aranžmajev. Največje povpraševanje, kar se izletov tiče, so prav kratke avtobusne destinacije, se pravi večinoma prestolnice po Evropi. Seveda pa ne izostajajo tudi 7-dnevne počitnice po Mediteranu. Nekaj je tudi križarjem po Sredozemlju in Karibih, nekateri pa bodo odšli na Florido, Maldive, Bali in na Tajsko. A ker smo v začetku aprila z dvorišča odmetavali sneg, so se po besedah Kotnikove rezervacije za 1. maj skorajda ustavile. Zato so hotelirji cene drastično znižali. Večkrat se pošalimo, da je včasih celo ceneje kot ostati doma, saj so pa v penzioni na voljo že pod 20 €, zares se da potovati po ceni. Ne vem, če smo že kdaj za prvomajske praznike lahko bivali tako po ceni. Mariborski turistični delavci sicer tudi ugotavljajo, da naj bi zaradi lanske Evropske prestolnice kulture več turistov prišlo tudi v Maribor in na bližnji Ptuj.
Šolarji imajo ta teden prvomajske počitnice, zadnje v tem šolskem letu. Po tradiciji na kreativno preživljanje prostega časa vsak delavnik vabi Mariborska zveza prijateljev mladine, in sicer v Dom ustvarjalnosti mladih. Najprej smo pokukali o najbolj obiskano delavnico, kjer se učijo spretnosti in skrivnosti kaligrafske pisave. Po eni strani je kar težko, ker moraš paziti na da delaš pri enih črkah tanke črte, pri drugih pa debele. V resnici samo ponavljam, zaradi tega, ker tudi doma že dosti pišem, pa drugače pa danes ime svoje pišem. To še moram učiti. Bolj spretni z lesom in orodjem lahko izberejo lesarsko delavnico, ker si lahko izdelajo čisto prave in zelo uporabne hodulje. Prvo sem mogel poiskati prave palce, 4, potem sem jih mogel izrezati in potem sem pa delal tisto za noge, ko tako stopiš. Malo da mu mine, da mu malo popestrimo prvomajske počitnice, da ni dolg čas, pa da dobi hodulje tudi, da potem lahko doma vadi. Strokovnjaki sicer svetujejo, naj si otroci in mladostniki med počitnicami res oddahnejo od učenja in domačih nalog ter se posvetijo konjičkom in gibanju v naravi. Tako si bodo nabrali dovolj moči za zadnje naporne tedne šolskega leta. Babice in babičari po vsem svetu bodo v nedeljo 5. maja praznovali mednarodni dan. V Sloveniji jih je okoli 700, od tega 6 moških, eden je tudi v mariborski porodnišnici. Bojan Kurnik, tudi oče 2 otrok, kot babičar dela že dobrih 10 let. Za ta poklic se je odločil v srednji šoli. Tejo je, ne? Ja, super, Tejo. Tak, da ne bo joka. V tem našem babiškem poklicu smo relativno zelo samostojni. Seveda ob sodelovanju z zdravniki. Prav ta samostojnost je tista, ki me je mogoče bolj navdala z željo za ta poklic. Do sedaj je na svet pomagal več kot 1100 malčkom. Pravi, da njegovo delo zahteva veliko srčnosti in empatije. Kot moški v tradicionalno ženskem poklicu pa nima slabih izkušenj. V vseh 10 letih lahko rečem, da je zgolj ena pacientka odklonila delo z mano. Največja težava, s katero se soočamo, je verjetno kader. Pomanjkanje kadra, da bi lahko bili v stiku ali pa v trendu z zahodno Evropo. Za učinkovito babiško oskrbo bi na svetu potrebovali še 350 000 babic. Zaradi zapletov med nosečnostjo in porodom namreč letno umre več 100 000 žensk in milijoni otrok. Nekatere evropske države ugotavljajo celo porast maternalne umrljivosti, med njimi je tudi Slovenija. Premeteni kriminalci so spet na delu. Tedni policisti na območju Maribora obravnavajo več primerov tatvin denarja na bančnih avtomatih. Zato opozorilo k previdnosti ni odveč. Nepridipravi so s tako imenovanim cash trappingom, kjer z ustreznimi pripomočki najprej odprejo režo za izdajo denarja, med štetjem pa transakcijo prekinejo, izvlekli denar. Šlo je za serijske tatvine na bankomatih od Ljubljane prek Celja do Maribora. Koliko denarja so odtujili, še ni znano. Pomemben pa je podatek, da so bili na kraju teh dejanj opaženi 3 osumljenci, in sicer 2 moška, stara med 25 in 30 let, temnejše polti, in pa ženska, blond las. Ljudje običajno ne vedo, da so tatovi na delu tako pogosto, a so nekateri vseeno previdni. Ne dvigujem na bankomatih, večina v banki. To te preverjene avtomate pač hodim, ja. Fajn bi bilo zgoraj roko držati, ko natipaš svojo številko. Mislim, da bi to mogla banka redno kontrolirati, ne? Previdnost pa ni odveč tudi v času dopustov. Vaše domovanje naj ne daje videza, da vas ni, nikakor pa ne puščate obvestil o odsotnosti. To naj velja tudi za socialna omrežja. Potrebno se je dogovoriti z znanci, prijatelji, skratka z osebami, ki jim lahko zaupamo, da v času naše odsotnosti pogledajo naše premoženje, da ne puščamo polnih poštnih nabiralnikov. Številne tatvine se dogajajo tudi na počivališčih in bencinskih servisih, zato vrednejših predmetov ne puščajte na vidnih mestih v vozilu. 3 leta je star slovenski cross country, tekmovanje, ki se ga udeležujejo z večine motocross in enduro vozniki. Za razliko od prejšnjih 2 sezon, ko se je tekmovalo le za pokalno lovoriko, se letos udeleženci potegujejo za naslove državnih prvakov. Za njimi sta 2 dirki. Po Vrtojbi so tekmovali na razgibanem motocross poligonu v Radizelu. Navkljub težki preizkušnji jih je ob vznožje Pohorja prišlo več kot 130.
Med njimi je bil tudi mnogokratni državni prvak v motokrosu, ki sedaj želi postati še najboljši v cross countryju. Tukaj je potrebno moči razporediti za 2 uri in mislim, da je to poglavitnega pomena, da zna tekmovalec svoje moči razporediti skozi celotno tekmo. Potrebno je imeti tudi nekaj športne sreče, kajti na sami progi je preko 50 voznikov naenkrat in izogibati se je potrebno počasnejšim voznikom. Kragelj je bil na domači progi drugi. Hitrejši je bil Jaka Može, ki je bil pred nekaj leti prav tako kot Kragelj vrhunski tekmovalec v motokrosu. Cilji so takšni, da bom poskušal čim več dirk odpeljati. Mislim, da mi pa ne bo uspelo celotnega prvenstva, saj sem zelo zaposlen. Dobim še enega otroka in pa posel pač ne dopušča toliko treningov. Podobno suvereno kot najhitrejši druge letošnje dirke za državno prvenstvo je tekmovalo še nekaj zmagovalcev v posameznih razredih. S tem so na dobri tretjini poti proti končnemu cilju. Po tej zmagi danes mogoče bi lahko rekel, da sem temu še nekoliko bližje, drugače pa ja, sigurno zmagati, probati na čim večjih dirkah, dobiti na koncu prvenstva, to je cilj. Tekmovanje v cross countryju se je v Sloveniji dobro prijelo. Motivi za sodelovanje so različni. Glede na to, da tekma traja 2 uri, je zelo pomembna osnovna fizična priprava. Glede na splošen upad tekmovalcev v motošportu smo mi kot panoga lahko izjemno zadovoljni, saj je bila na prvi dirki obisk več kot 165 tekmovalcev, letos pa skoraj to dirko pa skoraj 140. Naslednja dirka v cross countryju bo v sredini tega meseca v Ajdovščini. Nato bodo sledile še preizkušnje v Škednju, na Brniku in v Slovenj Gradcu. Prijetno izkoristite še prvi majski konec tedna, vam želi ekipa televizije Maribor. Nasvidenje.